Jaz o elektronskih knjigah ne bom govoril prav veliko, čeprav sem bil kot vodja razvoja v Mladinski knjigi vodja razvoja dveh bralnih aplikacij, eno za splošni trg in eno za učbeniški trg, ki nista prišla na trg, dokler nista bile v celoti v slovenščini. Tako da kar nekaj vem o tem, z kolegom Rüdigerjem Wischenbartom sva naredila tudi nekaj študij o elektronskih knjigah, ampak potem, ko sva ugotovila, da se je tržni delež elektronskih knjig na knjižnih trgih ustalil tam med 3 pa 5%, in je ta tematika malo nehala zanimati. Tisto, kar bi danes rad govoril, je pa to, da se s pojavom umetne inteligence v bistvu spreminja cela paradigma, celo polje, v katerem knjižničarji in tisti založniki in tisti, ki se ukvarjamo z izobraževanjem, delujemo, in to zahteva nekaj zelo temeljitih premislekov o tem, kdo smo in kaj smo. In jaz bom pač poskušal nakazati, v kateri smeri mora po mojem mnenju ta premislek iti, in na koncu se bom pa seveda vrnil k elektronskim in tiskanim in zvočnim knjigam. Zdaj, kar zadeva elektronsko knjigo, kar zadeva umetno inteligenco, sem jaz živ primer, kako se stvari z njo spreminjajo. Namreč, jaz imam en travmatičen spomin na svoje osnovno šolsko izobraževanje, namreč, ko je učiteljica rekla, zdaj bo pa Mihec vstal, pa nekaj zapel, in je Mihec zapel, in tega zdaj ne bom ponovil iz spoštovanja do vseh vas, je cel razred bruhnil smeh. In od takrat jaz nisem ne pel, niti nisem razmišljal, da bi komponiral, dokler ni prišla umetna inteligenca. In za potrebe enega drugega dogodka, ki je bil prejšnji teden v Frankfurtu, sem se odločil, da bom pripravil dve glasbeni točki, en rap in eno operno arijo o grozotah in prednostih umetne inteligence. In zato, da sem tale rap, ki ga boste slišali, naredil, sem rabil približno 10 minut, da sem svojo največjo hči zaslišal, kako se komponira z umetno inteligenco, in rabila je približno 5 minut, da mi je to razložila. Potem sem prosil ChatGPT. Problem ChatGPT-ja je, da ne zna še dobro rimati v slovenščini, ampak v angleščini rima pa odlično, zato je tole v angleščini. In sem ga prosil, da napiše eno pesemco o grozotah umetne inteligence in njenem škodljivem vplivu na kreativnost in založništvo. Potem sem ga pa prosil še, da napiše eno lepo pesemco o tem, kako je umetna inteligenca super za ljudi, in je tudi to naredil. Tista pride na konec predavanja. Tole je pa ta rap, ki je nastal v približno 3 minutah in pol. In ko sem ga to predvajal naši najmlajši, je bila njena reakcija: kje pa tega ameriškega knjižničarja najdu, ka repa? No? And it's coming in fast. Writers sitting back, watching skill get outclassed. No more sweat, no more grind, just lines in a flash. Creativity's dying and the bots snatch the cash. All with just shaking, feeling the heat. Books once pure, now full of machine beats. Authenticity's fading, replaced by the code. The human touch, man, it started. Skratka, da vas ne bom preveč zamoril. To je umetna inteligenca, ki repa. Morate priznati, da težko ločite to od človeka. Tako da to dejansko, in da sem pa to jaz naredil, če bi mi nekdo rekel pred 10 leti, da bom repal en ameriški knjižničar iz Harlema, lepo vas prosim, bi rekel, to je slaba šala. To je slaboumna šala. Ampak to je danes realnost. Zdaj, tisto, kar vam bom pa poskušal danes pokazati, je pa seveda ena zelo pomembna poanta, namreč to, da se ljudje v resnici razvijamo skupaj s stroji. Naša inteligenca, naše razumevanje sveta, naše besedišče se razvija tako, kakor mi razvijamo naše stroje. In tisto, kar se s tem dogaja, je seveda to, da tudi naša stopnja znanja, ki ga moramo usvojiti in obvladati, postaja zmeraj višja. Zato bo poanta, zaključna poanta, to že zdaj povem, tega predavanja bo tragična. Namreč tragična v tem smislu, da gremo po mojem v Sloveniji v zadnjih 15 letih v povsem napačno smer v izobraževalni politiki, ker se pogovarjamo samo o tem, kako bi stvari naredili čim bolj lahke in čim bolj igrive. In to je v sedanji situaciji, to vam bom poskušal pokazati, napačen pristop. Mi bi morali v resnici povečati zahtevnost izobraževanja, če želimo preživeti v svetu umetne
inteligence. Ena taka zelo lepa metafora, ki je italijanski fizik Carlo Rovelli napisal v eni svoji knjigi, on je rekel približno tako, če bi najbolj inteligentnega učenjaka iz Babilona postavili v naš svet, bi z velikimi težavami naredil prvi razred osnovne šole. In približno, kar pomeni, da glede na to, da danes 6-letniki brez večjih težav naredijo prvi razred osnovne šole, pomeni, da smo se ljudje dejansko kognitivno zelo razvili. In zdaj smo pred enim takim gromozanskim izzivom. Ampak zakaj to mislim pa v 29 minutah in 20 sekundah, kakor jih še imam na razpolago. Zdaj, pri razvoju človeštva je pomembna ena stvar, uporaba orodij. Orodja uporabljajo tudi živali. Za opice je značilno, da uporabljajo kamne, treščijo po hrani in jo pojejo. In to so znali tudi naši predniki delati, dokler se ni nekje v Pleistocenu zgodil en čudež. Namreč ljudem so se vzporedno začeli širiti možgani in vzporedno s tem časom, to se da ugotoviti iz velikosti lobanj, nekateri arheologi so zelo dobri v tem, približno v tem času se pojavil tudi tole, simetrični pestnjaki. Tole zgleda na prvi pogled kot kamen, in tudi je kamen, ampak je obdelan kamen. In teorija je, da se takega orodja ne da narediti brez ustnih navodil. Tako, kot se ne da tudi ognja uporabljati, ki datira približno to dobo brez ustnih navodil, tako da skupaj s tema dvema orodjema, ognjem in pestnjakom, se je pračloveška opica razvila iz bitja, ki je rjovelo in krulilo in grulilo, v bitje, ki je znalo artikulirano izraziti navodila, kako se uporablja orodja. In to je bil en blazen nor preskok, za katerega ne vemo, ki je, če bi bil veren, bi rekel, da se je mogoče tle Bog vmešal vmes, po moje se je tle nekaj drugega, ampak pustimo take detajle. Ne vemo, zakaj se je ta čudež zgodil, ampak se je zgodil. In od takrat naprej gre vse z neverjetno hitrostjo. Naša orodja v resnici blazno ujačajo našo fizično moč. Če jaz udarim z roko po žeblju, pol končam s takim flajštrom. Če udarim s kladvom, ga zabijem. Isto tako je kopanje z lopato radikalno hitrejše kot kopanje z rokami. Daleč najhitrejše pa kopanje z buldožerjem. In od prve lopate do buldožerja je samo par tisoč let. To je blazna hitrost. Zdaj, tisto, kar je pa za nas pomembno, je pa seveda to, da so se na isti način spreminjala tudi informacijska orodja. Gosje pero je zelo nerodno in počasno orodje za pisanje in za razmnoževanje besedil. Bistveno počasnejše kot tale stroj, ki ga je Gutenberg nekega lepega jutra, za katerega ne vemo, je bilo jutro ali pa lepo, zelo verjetno je tole tumbal 10 let prednje tole skupaj se šraufal, ampak ko je naredil ta stroj, je bilo naenkrat besedila možno razmnoževati bistveno hitrejše. Še hitrejših je možno razmnoževati z offsetnim tiskom, da ne govorimo o računalnikih. Danes je zato toliko ogromen tekstov, ker je neizmerno lahko pisati. Jaz, ki sem že zelo star, sem pisal svojo diplomo na pisalni stroj in ko mi je mentor vrnil s popravki, sem mislil, da ga bom ubil. Zato, ker sem mogel vse še enkrat pretipkati. Danes z računalnikom bi to popravil v 2 dneh. Tako da to je bil fizični del. In enako velja tudi za avtorje. Pisanje na pisalni stroj je garanje, ker moraš vsak popravek delati, večji popravek delati na novo. Tako da so samo tisti z ustrezno fizično kondicijo bili nekoč pisatelji. Zato toliko ljudi danes piše tudi knjige, ker je tako enostavno. Hkrati s tem so se pa seveda razvijale tudi podlage. Če bi na tole v skalo poskušali ubiti, to sem enkrat probal izračunati, s koliko prostorov na filozofski fakulteti bi obložili z mojo knjigo, če bi jo usekali v kamen, in sem prišel do 2 do 3 nadstropij. Si predstavljate, da začneš v 3. štuku brati, pa se pa zatakneš v stranišču, ki ne razumeš ene strani tam noter. Ampak to je bila nosilnost kamnitih tablic. Potem se pojavi papirus, pa zvitki in sem gre radikalno več denarja. Če bi poskušal svojo najhrajšo knjigo na tole spraviti, bi rabil sam še 3 zvitke.
Tiskane knjige, pa vsi, ki delate v knjižnicah, veste, koliko so nosilne, pa koliko jih imamo. Ne? In ker se tudi tehnologija tiska, zvečuje se tudi dostopnost informacij zvišuje. In danes Bog pomaga in pomahaj, če imamo prave naročnine, pa internet, pa takole napravco, ne, lahko skoraj do vsega znanja dostopamo iz svojega žepa. In to, če mene vprašate, tudi to je čudež. Ne, da smo tako neizmerno povečali obseg znanja. Jaz temu rečem ena vrsta kognitivni eksoskeleton. Ne? To je nekaj, kar nam omogoča, da ogromne količine znanja hranimo zunaj svoje glave in do njega dostopamo z takimi in drugačnimi napravami. In količina tega znanja je v bistvu blazen pospešek tudi temu, kar počnemo. Zdaj, če pogledamo takole na kratko, ne, zgodovino človeštva, če bi recimo gledal to z Alfa Centauri dol z nekim teleskopom pa snemal Zemljo, ne, bi rekel, Madonna, tili so pa hitri, ne, tili so pa nevarno hitri, ne, dajmo jih razstreliti, da ne bojo začeli še po vesolju štale delati, ko že po svojem planetu dosti veliko delajo. Ne. Zakaj? Ker smo rabili približno 1 milijon let, da smo iz tistega prehoda iz kruljenja v govorico prišli do simbolne kulture, skratka do jamskih risb. In jamske risbe so bile prvo revolucionarno informacijsko orodje, ker so omogočale prenos informacij med ljudmi, ki niso bili na istem kraju. Skratka, jamska risba je prvo informacijsko orodje, s katerim premagamo časovne in prostorske omejitve. In to je blazen skok naprej, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako, ker je omogočil komunikacijo med ljudmi, ki niso bili povezani v majhne trope. S tem se je začela vzpostavljati širša človeška družba, kjer smo lahko izmenjavali informacije med večjim številom ljudi, ne, in v teh časih ima korenine tudi star slovenski pregovor, da več glav več ve. Ne, to je trik razvoja človeštva, da lahko sodelujemo s pomočjo informacijskih orodij. Ne. Potem imamo pa res, neverjetno hitrost, pa imamo pa samo še od jamskih risb do prve pisave, samo še cirka 70 000 let, od pisave do tiska je samo kratkih 7 000 let, od tiska do mehanske reprodukcije zvoka, se pravi do radia, fotografije, televizije, filma, je samo še 500 let, pol je pa samo še do 70 let do osebnih računalnikov, tamle vidim, da sem eno pozabil, bom mogel popraviti, od osebnih računalnikov do javne rabe, splošne rabe umetne inteligence je pa samo še 50 let. To je neverjeten pospešek. Mi letimo v primeri z neandertalci, letimo z več kot svetlobno hitrostjo, zdajle, kar zahteva količine znanja. In to je nekaj, na kar sem jaz kot pripadnik človeške vrste ponosen. In rečem, druge vrste. Ne? Mi smo mojstri, mi vemo, kako se razvija znanje. Zdaj, tisto, kar je pa še značilno, je pa to, da če pogledamo razvoj znanja, vidimo pa nekaj zanimivih reči. Namreč, skupaj z razvojem informacijskih orodij se razvija tudi znanje. Recimo Demokrit in Anaksimander, ki sta v antični Grčiji postavila temelje sodobne znanosti. En je vedel, da je svet sestavljen iz atomov, drug je vedel, da Zemlja ne leži na želvi, ampak leži v praznem prostoru, zaradi česar so ga sodobniki skoraj linčali, ker se jim je zdelo to neverjetna herezija. Ampak onadva sta to razvila v istem času, ko se je pojavila abecedna pisava, ki je genialno informacijsko orodje, zato ker se ga zelo hitro lahko naučimo in omogoča enostavno komunikacijo. Pa ne samo to. Demokrit je abecedno pisavo uporabil tudi kot metaforo za atome. Briljantna metafora. Ne? On pravi, tako kot so besede sestavljene iz črk, so tudi stvari sestavljene iz atomov. In tako kot se stvari sestavljajo v naš svet, se tudi besede sestavljajo v stavke in v smiselna besedila. Ko izumimo tisk, ugotovimo, zakaj? Zato, ker se poveča obseg znanja, da nismo v središču vesolja. Ne? Kopernik je vsaj toliko gledal v knjige kot v vesolje. In v knjige je lahko gledal zato, ker je imel dostopna vsa astronomska besedila tistega časa. Zakaj? Zato, ker je obstajal tisk. Ne? Če bi živel 300 let prej, bi mogel
hoditi tudi samostanske knjižnice do samostanske knjižnice in bi se vmes definitivno zapil, ker so te srednjeveški učenjaki zelo radi se ustavljali v raznih tavernah in tam pili in prepevali in jim je bilo fajn. Ne? Veliko bolj fajn, kot če bi v knjige sam gledali, ampak pustimo te detajle. Skratka, ne? Zemlja neha biti v središču vesolja. Potem naslednja revolucija informacijska je parni tisk in potem offsetni tisk, ki radikalno spet poveča dostopnost besedil in naenkrat s Freudom pa z Darwinom ugotovimo, da nismo več krona stvarstva, da smo produkt evolucije in produkt včasih, da nas včasih obvladujejo sile, ki jih sploh ne razumemo najboljši. S pojavom zaslonskih medijev pa seveda stopimo v atomsko dobo. In še enkrat, s tem smo naredili neke vrste ogromen možganski eksoskeleton, ki povečuje naše kognitivne sposobnosti. In v tem smo drugačni od mačk. Tole je moja mačka, ki sem jo nabavil, v bistvu smo jo zadržali za to, drugače to je ena najdebelejših mačk v srednji Sloveniji. Porodu je pa iz Maribora, zato, ker nam je prinesla ena mariborska znanka, pa rekla, mi gremo zdaj na morje, lahko 14 dni futrate. In pol, ko so prišli nazaj, je maček rekel, jaz ne grem. Klej dobra hrana, pa sosedje so prijazni. In je ostala pri nas in se takole zredila, ampak tisto, kar njo loči od ljudi, ona genialno obvladuje vse sosede. Ona vsem razloži, da je Boga, da ji doma nič ne dajo za jest, pa če lahko kaj malega dobi in jo vsi futrajo, zato je taka. In pol, ko zvečer pride domov, pravi, joj, cel dan sem se okoli potepala, mi daste kaj za jest. In dobi, jasno, ko smo prijazni. Ampak tisto, kar je pa njen handicap, ona je pač inteligentna žival, jasno, ampak ona nam more priti na konferenco v Maribor pa razlagati, kako ona obvladuje eno ulico v Ljubljani. Ker nima govorice in tudi ne zna spraviti tega svojega znanja v en znanstven članek, ki bi ga lahko druge mačke revidirale pa v njem diskutirale. Nima eksoskeletona kognitivnega. In to nas loči od živali. In seveda zelo pomembno je tudi to, da znamo medkulturno sodelovati. Jaz imam pač to srečo ali pa nesrečo, da sem imel kar nekaj intelektualcev v svoji familiji in moji prvi strici, staroče ni smel več študirati, zato ker sta šla dva njegova brata študirati, pa je pol moj praded ratal malo skeptičen do njiju dveh, pa rekel, veš kaj ti boš kar delal, ti naučil študirati. No, ampak te moji prvi strici, ki so študirali, so morali iti na Dunaj. Eden, ki je bil navdušen slovanofil, je šel pa v Prago, ker on ne bo s temi Avstrijci se preveč družil, ampak tisto, kar mene loči od njih, in one dva, ki sta prišla seveda na Dunaj pa v Prago, so bile tam knjižnice in v teh knjižnicah je bilo skoraj vse znanje, ki sta ga rabila. In bili so tudi ljudje, ki so lahko to znanje posredovali. Zdaj meni, njihovemu nevrednemu potomcu, ni treba iti nikamor, ker lahko komuniciram z prenosnim, ker imam v Dallibu vse znanstvene članke, ki jih rabim, preko spletnih knjigarn in knjižnic lahko dostopam do knjižnih vsebin, z prenosnikom lahko komuniciram s svojimi znanstvenimi kolegi kjerkoli in če se zapletem v polemiko s svojim mehiškim kolegom, kar se mi je pred kratkim zgodilo, on ne zna angleški, jaz ne znam španski, ampak smo se kar dobro razumela s pomočjo prevajalskih orodij. Tako da ta komunikacija je blazna danes in pretok znanja in med ljudmi različnih kultur, različnih znanj je lahko tako rekoč neomejen in to se tudi vidi pri tem, kar počnemo. Pripravljamo se na kolonizacijo Lune, dobro, nismo bili 50 let gor, ampak to ni nič v primeri z večnostjo. Razumemo kvantno mehaniko, ki je ena najbolj skrivnostnih in protiintuitivnih ved, kar jih je. Razumemo človeški genom, razbrali smo ga, vemo, kako smo skupaj sešraufani, kar pomeni, da se lahko tudi malo reprogramiramo in do informacij lahko dostopamo kadarkoli. Ampak težava, ki jo pa imamo, je pa, da sami sebe pa relativno slabo razumemo. In s tem zdaj prihajam k ključnim točkam mojega predavanja. Namreč to, da samega sebe slabo razumemo, se kaže tudi v tem, da vsakič, ko se pojavi kakšno novo informacijsko orodje, pride do popolne moralne panike. Sokrat, abeceda,
Pišejo ljudje, to je konc intelektualnega življenja. Noben ne bo več možganov uporabljal, vsi bojo sam še pisali. Bizgec, ker ni razumel, da bojo ljudje to znanje, ki ga bojo zapisali, porabili za to, da ojačajo tisto, kar že imajo v svojih glavah. In njega danes ne bi poznali, če ne bi bilo abecede. Tako da se je pač zmotil. Z izumom tiska je nastala totalna panika. Noben več ne bo znal pisati. Ljudje bojo izgubili to dragoceno sposobnost. A veste, kaj je posledica izuma tiska? Eksplozija produkcije svinčnikov in drugih pisalnih naprav. Zakaj? Zaradi tega, ker so ljudje, ki so pisali, ki so brali, so začeli tudi sami več pisati in so potrebovali pisala. Tako da izum tiska je eden najbolj blagodejnih izumov za industrijo pisal. Je pa res, da so pa pisarji, ki so knjige prepisovali, pač izumrli, ampak Bog pomagaj. So lahko delali tudi kaj drugega. In ko se je pojavil internet, tale knjiga je ena bolj pametnih na to temo. Nicholas Carr je rekel, in tukaj ima seveda prav, internet bo povečal površnost, povečal bo naše nerazumevanje sveta, povečal bo širjenje lažnih novic in tako naprej, kar je vse res. Ampak omogoča pa tudi širjenje znanja. Tako da to je ena plat medalje. Tole je pa zame ena najboljših marketinških potez. Lastniki in ustvarjalci umetne inteligence so podpisali poziv, da je svet pred izginotjem, ker ga lahko umetna inteligenca uniči. Če bi bil jaz na njihovem mestu, bi tudi to naredil, ker to je odlična reklama za to, kar delajo. In bom tako rekel, sej stvari lahko grejo v maloro in tudi umetna inteligenca, kot bom kasneje poskušal pokazati, povzroča številne težave. In tudi spletna civilizacija gre v številne težave. Ampak reči, da bo pa umetna inteligenca uničila naš planet, je pa uslarija. Zmeri lahko kabel vam potegnem. Na filozofski fakulteti umetna inteligenca zelo redko deluje, ker nam skozi omrežje dol pada. Tako da tle nimamo, tle je v bistvu tisti, ki nas bo uničil, je kvečjemu človek. In to se v resnici kaže, ker so tisti, v čemer so po mojem imeli prav vsi te znanilci tragedij in koncev sveta ob pojavu takih ali pa drugačnih informacijskih izumov, je bilo to, da so z informacijskimi izumi povezane tudi družbene katastrofe. Izum tiska je poleg tega, da je eksplodirala znanost, povzročil širjenje prve teorije zarote. To je teorija o tem, da svet obvladujejo čarovnice. In gorele so grmade in ženske so na teh grmadah umirale. Okrog 50,000 ljudi. Tako da to je prva ubijalska teorija zarote, ki se razširi po vsej Evropi. Če bi bil tisk bolj razvit, bi umrlo še več ljudi, ampak nekatere konce pač to ni seglo. Druga svetovna vojna, fašizem, bolševizem in nacizem, vsi te totalitarne ideologije se lahko razširijo zaradi audiovizualnih medijev. Če ne bi bilo audiovizualnih medijev, Hitler in Mussolini nikoli ne bi mogli tako obvladovati Italije in Nemčije, kot sto jo, in tudi bolševiki ne bi mogli tako obvladovati Sovjetske zveze, kot so jo. Zdaj, pri digitalni revoluciji je pa tako. Obstoji nekaj zelo bizarnih politikov, ki jih pred nekaj desetletji bi utaknili v kakšno ustanovo, ne pa na čelo države. Tako da, in tudi imamo kar nekaj zelo zanimivih statističnih podatkov. Recimo v Göteborgu obstoji nek inštitut za proučevanje demokracije, ki ugotavlja, da je število ljudi, ki danes živijo v demokraciji, enako kot leta 1984. Takrat je obstajala hladna vojna in takrat je bila polovica Evrope del sovjetskega bloka. Tako da mi, kar se zadeva demokracijo v zadnjih 50 letih, nismo prišli nikamor. In to pomeni seveda, da digitalna tehnologija nima samo
pozitivnih učinkov na družbe, ampak ima absolutno tudi negativne, da ujačuje določene negativne tendence v družbi. In seveda katastrofe, ki jih danes doživljamo z Ukrajino in z Gazo, ni nobenega dvoma, ne, da smo v bistvu v neki kot civilizacija, gledano z evropskega stališča, v ene vrste regresiji. Ampak to ni nujno, ne, ker obstoji tudi alternativa in tisto, kar se meni zdi, da bi morali nekako mentalno obuditi k življenju, je tole. Ne. 30. leta so bila leta v Evropi, ki se je zdelo, da samo še nekaj tečnih starcev zagovarja demokracijo, vsi mladi, perspektivni in dinamični ljudje so pa ali fašisti, ali nacisti, ali pa komunisti. Drugačna situacija je bila v Ameriki. Ne. V Ameriki so pa iskali, so pa želeli utrditi demokracijo in verjeli so, da je demokracija edini pravi odgovor na izzive sodobnega sveta in naredili so New Deal. New Deal je bil ene vrste ameriški socialni program, tisto, kar je zanimivo, jaz sem se nekaj časa ukvarjal z njim, ker sem tole ena taka zelo zanimiva knjiga na to temo, ki povezuje New Deal z branjem. Med drugim, tisto, kar je zanimivo pri New Dealu, je to, da je bil to totalno socialdemokratski program. Bernie Sanders, ki velja za najbolj levega od ameriških demokratov, bi bil takrat zmeren republikanc s svojimi stališči. Skratka, zmeren desničar. Tisto, zaradi česar je pa New Deal zanimiv za nas, je pa zaradi tega, ker so takrat v Združenih državah si rekli, ok, najboljša obramba pred avtoritarnimi ideologijami, danes bi rekli pred teorijami zarote, ki že temeljijo na lažnih novicah, ne, so ljudje, ki znajo analitično misliti. In ljudi, ki bojo znali analitično misliti, bomo pa dobili z zahtevnim izobraževanjem, pa s tem, da bomo ljudi spodbujali, da berejo daljša in zapletena besedila. In zato je to čas, ko Amerika na veliko investira v izobraževanje in v mrežo knjižnic. In to je tudi zato zlati čas ameriškega založništva. Tako da v naši zgodovini obstoji odgovor na izzive in na potrese, ki jih povzročajo informacijske tehnologije, in tole je eden od bolj učinkovitih odgovorov. Tako da tisto, kar jaz hočem reči, je seveda to, da informacijska orodja ne sprožajo totalitarnih gibanj, ne poneumljajo ljudi, lahko pa seveda take tendence, tovrstne tendence ujačujejo. In tista težava, ki jo imamo, je to, da je vpliv informacijskih orodij na družbeni razvoj že sam po sebi težko razumeti. Razumeti ga zmorejo samo ljudje, ki znajo analitično misliti. Ne? Zdaj pa, preden grem na končno poanto, bi pa sam še to rad povedal. Umetna inteligenca je drugačna od vseh ostalih informacijskih orodij. Tisk je drastično povečal število dostopnih besedil, digitalna orodja so v resnici tisk na steroidih, ker še bolj poveča dostopne informacije. Umetna inteligenca pa, kot smo videli na začetku, pa sama ustvarja vsebine. In to je blazen skok naprej. Ne? Tako da v bistvu, ampak tisto, kar pa umetna inteligenca počne, je pa v resnici nekaj zelo primitivnega. Jaz ne znam tega autofil, ne znam prevesti v slovenščino, ampak tisto, kar umetna inteligenca počne, je to, da v bistvu sama ugane statistično, katera beseda naslednja je najbolj logična. Tako da to je stroj, ki ne zna misliti, ampak zna pa blebetati zelo učinkovito in v mnogih primerih bistveno boljš kot moji študenti, ker dela bistveno manj pravopisnih napak pri tem. In tlej treba seveda reči zelo jasno, umetna inteligenca je stroj, nima empatije. Ne? Umetna inteligenca ne sočustvuje z mano, kaj jaz ChatGPT-ju kaj pojamram, se obnaša, kot da me razumem, ampak v resnici nima čustev. Ne grem mu niti na živce, niti ne sočustvuje z mano. Nima utelešene kognicije. Ne? Telesa so za razmišljanje blazno pomembna, ker so način pridobivanja informacij iz okolja. Mi vidimo svet popolnoma drugače kot netopirji, ki ga ne vidijo, ampak imajo eholokacijo, vidimo svet drugače kot kure, ki imajo čist drug barvni spekter, in vidimo ga čist drugače kot kače, zato ker smo vertikalni. Ne? In to blazno vpliva na našo percepcijo in tega umetna inteligenca nima. In kot rečeno, je brez čustev in ni motivirana za razmišljanje. Ne? Umetna inteligenca razmišlja takrat, ko jaz na knof razmišljam, jaz kot človek pa razmišljam takrat, ko imam težave ali pa ko me nekaj intelektualno stimulira.
in nima grehov, ne? Ker ne kadi, ga pa precej popije, ampak tisto, kar ona popije, je v glavnem voda, zato ker rab veliko energije za svoje delovanje. In tisto, kar zadeva mene, kar ni nobenega dvoma, je to, da bo umetna inteligenca neizmerno pospešila razvoj znanosti. To se že vidi pri letošnjih Nobelovih nagradah. Vsi, ki so dobili Nobelove nagrade v naravoslovju, uporabljajo umetno inteligenco pri svojih raziskavah, ker pospeši raziskovalni postopek lahko za nekaj let ali pa še več. In tole je en tak lep citat, ki je meni všeč, od Noama Chomskega, všeč mi je pa zato, ker se ga da obrniti. Noam Chomsky pravi, računalnik, ki zmaga na šahovskem turnirju, je tako kot buldožer, ki bi zmagal v dvigovanju uteži. Ok, in res na olimpijade ne hodijo buldožerji, ampak ljudje, ki kvihtajo. Ampak velja pa tudi obratno. Če bom jaz hotel zravnati eno parcelco, ne bom na pomoč poklical težkoatletskega kluba Ljubljana, ampak bom najel buldožer. Ker je buldožer bistveno hitrejši, pa bistveno bolj praktičen, pa pije sam nafto, ne pa vsega tistega, kar popijejo pa pojejo težkoatletski športniki, ki ti pridejo na uslugo narediti. Tako da, mi orodja uporabljamo takrat, kadar nam olajšajo življenje in enako velja za umetno inteligenco. Bili bi idioti, če si bi odpovedali. Tisto, kar je pa treba vedeti, je pa in tukaj pa prehajam zdaj k zaključni poanti, je pa to, da je tukaj kar nekaj nevarnosti. To, da zna umetna inteligenca boljš pisati kot moji študentje, pomeni, da bojo naslednji študentje znali pisati še slabše, ker bojo uporabljali umetno inteligenco, ampak težava je v tem, ker ne bojo ločili dobrega pa slabega besedila. Tako da dobili bomo polpismene ljudi, če se bo to tako nadaljevalo. Umetna inteligenca zna drastično poenostaviti znanje. Vsako knjigo nam lahko povzame na 2 strani besedila, ki se ga lahko tudi podpovprečno inteligenten in nebralen dijak nauči na pamet in ga zdrdra učiteljici. In to je seveda slabo, ker ne bere in ne trenira svojih možganov pri tem. Definitivno bo pospešila obseg in nastajanje lažnih informacij. To se že vidi vsakič, ko gremo na Facebook. Povečala bo obseg administriranja. Tega mi noben ne verjame, ampak jaz kot človek, ki živim že 40 let in se spopadam z vedno večjo količino dokumentov, Filozofska fakulteta in Ljubljanska univerza sta sploh mojstrici v tem. Excel je blazno povečal veselje birokratov do tega, da producirajo nova poročila. In jaz sem prepričan, da bojo izumeli tudi, kako to početi z umetno inteligenco. Zdaj jih zaenkrat mečemo na finte, ker jaz s ChatGPT-jem pišem razna poročila in si za 10-krat skrajšan čas s tem, ampak jaz sem prepričan, da bojo oni pogruntali, kako me zezniti pri tem, pa nam mogo več tega početi. Problem, ki ga imamo, je to, da prevajalska orodja delujejo čez angleški uvink in zaradi tega se angleške stavčne strukture selijo v vse jezike. In tisto, kar bo pa to povzročilo, je pa to, da bojo povprečne znanstvenike. Na svet izide 6 milijonov znanstvenih člankov na let. 3/4 jih je, po mojih izkušnjah, mlatenje, zdaj me snemate, ne bom nič rekel, kaj sem hotel reči. Skratka, 3/4 je takih, ki temeljijo na nekih povzetkih drugih študij in to zna ChatGPT boljš narediti. Mislim, 3/4 teh člankov lahko zamena stroj in taki znanstveniki so brez veze, jih ne rabimo. Ne rabimo povprečnih piscev. Jaz sem imel zdajle, sam še minuta 20, jaz sem imel zdajle v Frankfurtu en panel, sem ga vodil, ker sem ga tudi sam skupaj spravil. Na njem sem bil eno ameriško avtorico, ki je lastnica enega podjetja, ki se imenuje Fiction Academy in ona uči ljudi pisati s pomočjo umetne inteligence. In njeni študentje napišejo po 2 ljubezenska romana na teden s pomočjo umetne inteligence. Tako da nekdo, ki dela povprečno, to so povprečni romani, da ne bo nesporazum, ampak eni se kar prodajajo. Nekdo, ki dela take knjige brez umetne inteligence, je mrtev, ker ga bojo drugi pohodili. Enako velja za ilustracije, enako velja za prevajalce. Zdaj sem po dolgem času nekaj napisal v slovenščini, ne pa angleščini, rabil sem 1 uro pa pol, da sem to pol spravil tako angleščino, da sem lahko na Nizozemsko in prijatelju pregled postavil.
Ne rabim prevajalca več. Zdaj dobro, se sem jaz sam svoj prevajalec, ampak stroj je hitrejši od mene. Hitrejše naredil, kot če bi jaz prevajal. Tako da ljudje s povprečnim znanjem so adijo v tem svetu in zato bomo mogli sami sebe preseči. In to mi zmoremo, ker je vsa naša zgodovina človeška je zgodovina preseganja naših omejitev. Tisto, kar je pa seveda ključno vprašanje, in tukaj grem pa zdaj v zaključni poanti, eno minuto bom presegel, dajte mi pustiti, upam, da povedal v 60-ih v hitrosti enega tvita, a smo lahko sposobni kritično misliti in biti ustvarjalni uporabniki umetne inteligence, če nismo sposobni razumeti kompleksnih besedil in če nimamo širokega besedišča. In moj odgovor je seveda ne. Drugo, zelo logično, eden, ki vlada 500 besed, bo največji domet, do katerega mu lahko nese ena teorijica zarote. Ne bo pa sposoben razumeti, da ima recimo tako orodje, kot je umetna inteligenca, lahko pozitivne in negativne učinke na družbo. In zdaj naslednje vprašanje pa je, ali lahko to počnemo, to sposobnost vadimo še na kakšen drug način kot z branjem na tako imenovani višji ravni. In moj odgovor je spet, jaz sem soavtor tega Ljubljanskega manifesta, njegovi 4 avtorji smo 2 leti brali študije na temo branja in smo ugotovili, da ni drugega orodja, ki bi nas, saj so orodja, s katerim lahko vadimo osredotočanje, od joge do igranja violine, ampak ni pa drugega orodja, ki bi nas bolj učinkovito vadil v razumevanju zapletenih stavkov, ker je knjiga medij, v katerem so najbolj zapletene besedne konstrukcije, in ga ni medija, ki bi nam bolj širil in poglabljal besedišče. In zato, da razumemo kompleksne stvari, rabimo imeti široko in globoko besedišče. Zato je pogoj za to, da beremo knjige in besedila, pri katerih se matramo, pri katerih usvajamo kompleksnejše mišljenje. In umetna inteligenca nas tega ne bo odrešila. Mislim, mogoče koga bo odrešila, ampak tisti bo pač ostal ne preveč inteligenten, trotl, tako kot rečete na Štajerskem. Tako da, moja poanta je, da je digitalna civilizacija briljantno izhodišče za razvoj naše civilizacije in za obvladovanje naših problemov, ampak predpogoj je pa to, da bomo ljudje, ki bomo vsa ta orodja uporabljali, znali misliti. Zato, da bomo znali misliti, moramo pa najti pravo ravnovesje med branjem besedil in rabo umetne inteligence in zaslonskih tehnologij. In to pa lahko, in tukaj ta moja tragična poanta, to lahko naredimo samo, da povečamo zahtevnost izobraževanja. Zato, ker samo ljudje, ki so sposobni biti ustvarjalni, ki so sposobni misliti analitično, ki tudi sami obvladajo nekaj jezikov, so ljudje, ki so sposobni delati intelektualne preboje. In s temi orodji, ki jih imamo danes na voljo, lahko delamo čudeže. In poanta je zato tragična. Stavangerska deklaracija, ki je rezultat dela enih 150 raziskovalcev, ki smo bili v evropski projekt združeni, pravi, da je branje z papirja bistveno bolj kognitivno prijazno kot branje z zaslonov. Zato tudi vse statistike kažejo, da ljudje z zaslonov berejo v glavnem lahkotnejša besedila, s čimer ni nič narobe. Absolutno, vsak od nas ima tudi s tem veselje, ampak če hočemo pa neka bolj kompleksna znanja usvojiti, rabimo pa papir. Zato grejo mimogrede danes v skandinavskih izobraževalnih sistemih v največje investicije v njihovi zgodovini v produkcijo tiskanih učnih gradiv. Ker ne pomeni, da mečejo računalnike ven. Ohranjajo jih, ampak iščejo pravo ravnovesje. Ljubljanski manifesto pa seveda pravi, da je branje na višji ravni ključen pogoj za to, da usvojimo neka znanja. Na mojo nesrečo, žalost, ima bistveno večji odmev v nekaterih drugih državah kot v Sloveniji, kjer ga vključujejo v
bralne strategije. Tudi to me malo žalosti, ker sta obe tile dve deklaraciji parkirane na univerzi v Regensburgu, zato ker je, če hoče človek kaj takega narediti na ljubljanski univerzi, si polom zobe na ljudeh, ki mu 5-krat razložijo, zakaj je to težko. Tako da to je eden od naših problemov. No, ampak zdaj pa za konec, še 30 sekund opere. S to opero je bilo pa tako, da sem jo poslal mojemu prijatelju v Avstrijo, s katerim občasno delava, in njegova žena je učiteljica violine, in ko je to predvajal, je čisto znorela. Kva se pa gresta z Mihatom? Koliko sta pa zapravila za tole? Zdaj kar neke orkestre pa pevce najemata, da vama pojejo na dogodkih. Veste, koliko to stane? Približno 3,5 €, če zaračunam vse svoje naročnine. Skratka, operna arija o prednostih umetne inteligence. In the realm of words where dreams take flight, AI stands ready, a guiding light. With whispers of wisdom it sparks the mind, unveiling ideas both rare and refined. It sifts through the chaos, finds patterns anew, crafting rich plots and characters too. From dialogue's rhythm to settings so grand, AI lends a hand like a trusted friend. So writers can... Skratka, da vas ne bom gnjavil z operami na vse zgodje. To je umetna inteligenca in dejansko povprečnega skladatelja, povprečnega pisca verzov in povprečnega pevca za to, da tole sproduciramo, ne rabimo več.